ahead, now play! Lep pozdrav vsem, jaz sem Matej. To pa je analiza sinočne tekme Dallas Mavericksov, zadnjih nekaj tekem Dallas Mavericksov, težavam, s katerimi se trenutno soočajo. Danes kasneje pa ne prislišite zanimive debate, zanimivega podcasta o tradu Jamesa Hardena v Brooklyn Netse, novi veliki trojici, ki je sedaj tam nastala z Durantom, Irvingom in Hardenom. In pa malce daljša debata tudi o težavah, s katerimi se sedaj moštva soočajo zaradi covida. Tokrat pa, kot sem dejal, več o sinočni tekmi, zadnjih nekaj tekmah Dallasa in igri moštva, ter seveda tudi Luke Dončića, ki je bil sinoči zopet izjemen in po številu trojnih dvojčkov na večni lestvici igralcev z največ trojnimi dvojčki v karieri prehitel velikega, največjega Michaela Jordana. In če bo nadaljeval v takem ritmu s temi trojnimi dvojčki, se kaj lahko zgodi, da se bo nekje že do konca te sezone prebil med najboljšo deseterico igralcev z največ trojnimi dvojčki vseh časov. Res je neverjetno, s kakšnim ritmom zbira te trojne dvojčke in polni statistiko. Na tej zadnji tekmi jo je pa tudi moral napolniti, pa verjetno tudi če bi dosegel 50-točkovni trojni dvojček, dosegel je 36 točk, 16 skokov in 15 podaj. Ampak verjetno na tej tekmi za zmago tudi 50 točk ne bi bilo dovolj. Preden pa začnem, bi vas pa samo na hitro zaprosil, če lahko všečkate tale posnetek na našem YouTube Sportinfo.si kanalu oziroma katerikoli platformi nas pač poslušate, Spotify, SoundCloud, iTunes, dosegljivi smo na vseh največjih podcast platformah in če še niste tega storili, vas prosim, če se lahko naročite in seveda pustite tudi kakšen všeček, oceno ali komentar. Vse to nam pomaga pri večji opaznosti. Zdaj pa, da ne bom zgubljal časa s stvarmi, ki niso tako zelo pomembne, se posvetimo sinočni tekmi. Pravzaprav bi začel s tem, da je Luka po tistem slabšem prvem tednu, prvih 4 tekmah, vendarle ujel formo, ujel tisto pravo MVP formo in na zadnjih 7 tekmah, do sedaj jih je odigral 11, igra izjemno. Igra kot MVP, kot eden od 2-3 glavnih MVP kandidatov sezone, med katere je po napovedih stavnic in tudi vseh mogočih analitikov sodil že pred samim začetkom sezone. Na zadnjih 7 tekmah Luka dosega skoraj 31 točk, 30,9 točk ob skoraj 48% metu, 36,5 za 3, zraven ujame še 12,7 skokov, torej skoraj 13 skokov in še 11,1 podajo, 1,4 ukradene žoge in še 1,1 blokado. Letos je dvignil in precej izboljšal tudi igro v obrambi, kar sedaj tudi mnogi opažajo in poudarjajo. Luka igra vsaj na teh zadnjih tekmah na začetku sezone pravzaprav res dobro, nadpovprečno, nekje varira med recimo dobro in pa celo odlično obrambo. In to si morda zasluži celo poseben podcast. Svoj delež pa seveda doda tudi v napadu, kjer je, kot seveda kažejo te številke, res fantastičen. Na sinočni tekmi proti Bullsom je že v prvem polčasu dosegal kar 30 točk, 8 skokov, 5 podaj, 1 ukradena žoga, iz igre je metal 11-19, 6-9 za 3. Od teh 30 točk v prvem polčasu pa jih je kar 20 dosegel v drugi četrtini. Preprosto soigralci niso zadevali in je vzel stvari v svoje roke, ne samo kot playmaker, ampak je počel pravzaprav vse. Odlično igral v obrambi in še boljše v napadu, zadev tudi nekaj zanj značilnih step-backov. Tudi step-back se počasi vrača, to je njegov met, to je met, ki ga lahko on zadeva, še posebej za tako težek met, z zelo dobrimi odstotki.
In teh 30 točk v prvem polčasu je nekako Maverickse obdržalo v igri, so bili še dovolj blizu. V drugem polčasu je bilo pa opazno, še posebej v zadnji četrtini, da je zaradi tega, ker je seveda toliko moral početi za igro, tudi bil malce utrujen, noge so postale malce težje, zgrešil je nekaj metov, ampak kljub temu še vedno odlično igral v napadu. V drugem polčasu, v 17 minutah drugega polčasa je tako ujel še 8 skokov in podelil 10 podaj. Točkovno pa ni bil tako zelo uspešen kot v prvem polčasu in dosegal le 6 točk, vendar so tudi sodniki, in mislim, da lahko tukaj kakšno besedo rečemo o tem, res dovolili ogromno kontakta na njemu. Namreč, če recimo pogledamo samo zadnje 4 tekme, Luka dosega skoraj 30 točk, 47% met, skoraj 12 podaj in tisto, kar je še posebej zanimivo, skoraj 30 prodorov na tekmo. Vendar v tem obdobju dobi le 4,5 proste mete na teh 4 tekmah. Sinoči, kljub temu, da je praktično sam predstavljal celoten napad Dallasa in redno prodiral, za to tekmo še nimam podatkov o tem, koliko prodorov je izvedel, vendar sem prepričan, da jih je bilo več kot 30, je dobil le 6 prostih metov. Prejšnjo tekmo proti Bucksom 7, proti Charlotteu predtem le 2, proti Orlandu le 3 predtem. Letos so, zgleda, sodniki spremenili svoj kriterij, Dončiću sodijo drugače. Mislim, da imam dober občutek za to, kakšen kriterij imajo sodniki. Imajo pri Dončiću, puščajo pri Dončiću vedno več kontakta in mu dosojajo vedno manj prostih metov. Tudi na tej tekmi, tako kot na zadnjih, je bilo nekaj, potem ko so pokazali počasni posnetek, nespornih osebnih napak nad njem narejenih v prodoru, pa je sodniška piščalka ostala nema. Luka je to sezono dobil že 5 tehničnih napak, tudi eno sinoči, praktično dobi tehnično napako vsako drugo tekmo. Vemo, da je zelo emocionalen igralec, ki ne skriva svojih čustev, vedno igra z emocijami, ampak se zdi, da ga recimo nasprotnik samo pozitivno motivira, medtem ko mu sodniki lahko včasih, pravzaprav precej pogosto pridejo do živega, ampak za igralca, ki dobi toliko udarcev, bi moral imeti več prostih metov in mislim, da je težko ostati tiho, ko dobiš toliko udarcev in sodniška piščalka ostane nema, medtem ko pri podobnih igralcih, ki imajo toliko žogo, so sodniki precej bolj prijazni. Luka je igralec, ki sam inicira v igri veliko kontakta, ampak prav tako je tak igralec Giannis, pa je letos prvi v ligi po številu prostih metov, vedno je prvi ali drugi. Na drugi strani je pa Luka tudi tehnično bolj podkovan kot Giannis in če gledamo kakšnega tehnično podkovanega igralca, kot je Trae Young, ki ne igra dobro na začetku sezone, tudi dobi skoraj 2 prosta meta več kot Luka na tekmo in tudi ne prodira toliko kot Luka in seveda ni tako fizičen igralec. Tudi James Harden ni potrebno omenjati, seveda, da dobi več prostih metov. In to je ena taka stvar, še posebej na zadnjih 4-5 tekmah, ki res pade v oči, da sodniki vendarle malce drugače sodijo Luki in v zadnjem času dovoljujejo, v primerjavi z drugimi igralci, že spet, ki imajo veliko žogo in so glavni motor svoje ekipe, ne dobi toliko prostih metov kot taki igralci in te številke prodorov so, po mojem mnenju, najbolj zgovorne. Igralec, ki toliko prodira, je tako močan in tako tehnično podkovan, bi preprosto moral imeti na tekmah, kjer ima več kot 30 prodorov, več kot 4 proste mete. Vsaj, če gledamo, kako sodijo sedaj sodniki in kako radodarni so pogosto s prostimi meti. Če ste si ogledali morda kakšno tekmo Traeja Younga in Atlante, boste nedvomno lahko videli precejšen kontrast med tem, kako Traeju Youngu dosojajo proste mete in kako Luki. Ogromen kontrast pravzaprav in to opažajo sedaj tudi mnogi drugi. Mislim, konec koncev Steve Nash je
kakšen teden, dva nazaj rekel ob tem, ko je Trae Young dobesedno skočil v obrambnega igralca in dobil proste mete, da to preprosto ni košarka, to da tako igro sodniki zdaj pogosto znajo nagraditi s prostimi meti. V NBA je res težko igrati obrambo, moraš biti res izjemen obrambni igralec, da lahko igraš odlično obrambo, vedno moraš biti korak pred napadalnim igralcem, kar je pa ob izjemnih napadalcih seveda zdaj pogosto misija nemogoče. In tako kot sem že dejal, na tej tekmi proti Chicago Bullsom bi Luka ob teh 30 metih na koncu zadev 13 od 30 metov iz igre, 16 je bil za 3, moral dobiti več kot 6 prostih metov ob tako velikem številu prodorov in tako agresivni igri, tukaj ni nobenega dvoma. Toda to ni bil glavni razlog za poraz, to je samo ena stvar, ki v zadnjem času morda malce bolj bode v oči. Razlog za poraz je bil predvsem ta, da je Luka to tekmo odigral z Kristapsom Porzingisom in Ruki in Geli Gaši. No ja, morda sem malce preoster, če rečem Geli Gaši, ampak z igralci, ki sicer sploh ne dobivajo oziroma dobivajo v večini precej manjšo minutažo. Na tej tekmi je manjkalo 6 od 8 igralcev, ki na začetku sezone igrajo največ, 8 glavnih igralcev v rotaciji, od teh sta bila samo Luka in Porzingis še na tej tekmi. Porzingis pa po seveda dolgi rehabilitaciji, po tisti zadnji poškodbi kolena v prvem krogu play-offa proti Clippersom, še ni nared oziroma bo potreboval še nekaj časa, da pride nazaj v formo. Omenil sem, Luka je zadev 6 od 11 trojk, vsi ostali igralci Dallasa so zadeli le 2 od 20. In zaradi tega je tudi pravi čudež, da si je Luka nabral 15 podaj. Moral bi jih verjetno na koncu imeti zagotovo več kot 20, če bi njegovi soigralci, predvsem kakšen Willie Cauley-Stein, ki mu je skoraj da na pladnju serviral nekaj žog za zabijanje, malce bolje izkoristili njegove podaje. Luka je to sezono tudi povsem pri vrhu pri statistiki tako imenovanih potencialnih podaj, torej podaj za met ali zabijanje ali polaganje. Toda njegovi soigralci teh podaj še ne izkoriščajo tako učinkovito kot lani, pravzaprav je Dallas še precej daleč od tistega lanskega napada, ampak tudi to gre na račun teh manjkajočih igralcev, saj Dallas v tem trenutku z izjemo Dončića in še Porzingisa, za katerega sem že dejal, da bo potreboval še nekaj časa, da se vrne v tisto pravo formo, nima drugih starterjev, nima drugih igralcev, ki so dovolj dobri, da bi lahko tekme začenjali v prvi peterki in tako je manjši izkoristek teh podaj seveda na nek način razumljiv. Zato seveda je najbolj pomembno za Dallas, da se te igralci, ki sedaj manjkajo zaradi okužb s covidom ali pa morebitne izpostavljenosti okužbi, dokler se ti igralci ne vrnejo, bo Dallas zagotovo imel težave. Luka mora v tem trenutku s tako ekipo vsako tekmo dati učinkovit 30-točkovni trojni dvojček, biti blizu 30-točkovnega trojnega dvojčka, da so Mavericksi sploh v igri. Za zmago bodo pa verjetno potrebni več kot 40-točkovni trojni dvojčki in tako bahata statistika kot seveda na tej tekmi proti Bullsom, pa tudi na zadnji proti Milwaukeeju je bil tudi dober in vpisal trojni dvojček. Dallas pa blizu zmage. Igrali so precej bolje, kot bi pričakovali, glede na to, koliko igralcev jim manjka, in mislim, da je to tudi ta glavna stvar sedaj, namreč če bi proti Milwaukeeju ob taki dobri igri, kot so jo prikazali, imeli še tiste 3 starterje, torej Maxija Kleberja, Doriana Finney-Smitha in Josha Richardsona, pa še potem seveda na klopi Brunsona in Paula, potem bi verjetno tisto tekmo, glede na to, kako izenačena tekma je bila, dobili. Podobno lahko rečemo za to tekmo proti Bullsom, kljub temu, da so bili ostali roleplayerji, ostali igralci v ekipi na tej tekmi precej slabši kot proti Milwaukeeju. Ob tem je pa za razliko od tekme z Milwaukeejem manjkal še Tim Hardaway Jr. On sicer ne zaradi covida, temveč zaradi
zaradi lažje poškodbe rame, ampak njegovih skoraj 19 točk dosega to sezono na tekmo so Mavericksi seveda krvavo potrebovali na tej tekmi proti Bullsom in bi verjetno že z njim bila tekma precej bolj izenačena. Dallas pravzaprav, če gledamo celovito, celoten začetek sezone, ne igra tako slabo, kot bi sicer lahko ob težavah, ki jih imajo. Mimogrede, recimo podobne težave ima trenutno tudi Miami. Težave z odsotnostjo igralcev, ki so okuženi s covidom. No, okužen je bil samo en, ampak zaradi tega igralca Bradleyja potem pred zadnji 2 tekmi, pred tole zadnjo nista igrala Bam Adebayo in Goran Dragić, tudi Jimmy Butler ne, on tudi ni igral na tej zadnji. In tudi njih precej pestijo te težave, ne samo z odsotnostjo igralcev zaradi covida, temveč tudi zaradi poškodb na začetku sezone in ima zaenkrat le 4 zmage in 7 porazov, kar je seveda precej slabše od pričakovanj, ampak to je ta covid sezona, v kateri bomo več rekli tudi v drugem delu. In tako kot je Luka pravzaprav na tiskovni konferenci tik pred začetkom pripravljalnih tekem, torej pred samim začetkom sezone, povedal, ko so ga vprašali, kaj bo tisti ključni faktor to sezono, kaj bo odločalo na koncu, je Luka dejal covid. Tiste ekipe, ki ne bodo imele težav z okužbami, se bodo zagotovo bolje odrezale kot tiste, ki bodo imele veliko težav z odsotnostjo igralcev zaradi covida. In Dallas vendarle, kljub temu, da imata ravno recimo moštvi obeh naših slovenskih zvezdnikov, Dallas in Miami, sta med moštvi, ki recimo poleg kakšnega Bostona in Filadelfije imata verjetno celo največ težav z odsotnostjo igralcev na tekmah, igrajo tekme z zelo pomanjkljivimi rosterji, brez tistih ključnih igralcev. To so tiste ekipe, ki imajo verjetno celo največ težav in mislim, da Dallas ravno zaradi tega, zaradi vseh teh težav stoji relativno dobro. 6 zmag, 6 porazov. Porzingis je do zdaj zaigral šele na 3 tekmah, poleg tega pa še na zadnjih 4 tekmah manjka teh 6 od 8 najpomembnejših igralcev v rotaciji, vsaj na tej zadnji je 6 od 8, na prejšnjih pa 5 od 8. Dallas to sezono igra zelo dobro obrambo, tudi v zadnjem času, če vzamemo to tekmo proti Bullsom, kjer niso bili dobri, so igrali kljub temu, da so jim manjkali ti ključni igralci, ki so še posebej pomembni v obrambi, so igrali zelo dobro obrambo. To torej kaže, da so kot ekipa naredili nek preskok v obrambi, so, kot pravijo Američani, on a string na vrvici v obrambi, pravočasno podvajajo, prevzemajo, pomagajo, ampak v napadu zaenkrat še ni steklo. To lahko rečemo tudi za Miami, mimogrede, ampak bomo v Miamiju kaj več v kakšnem od prihodnih podcastov. Ampak obe ekipi imata težave v napadu in te so že spet seveda razumljive. Če bi recimo prišlo do tega, da bi Luka mogel izpustiti teden, 2, 3 zaradi kakšne okužbe ali pa poškodbe, potem je lahko Dallasove sezone zelo hitro konec, ker je on edini, ki jih trenutno zaenkrat drži še nad vodo. In z njim verjetno lahko prebrodijo to odsotnost še kakšen teden. Čeprav njihov urnik tekem v naslednjem tednu, v naslednjih dneh je peklenski. Že nocoj igrajo back-to-back tekmo, torej 2 tekmi v 2 večerih, drugo tekmo proti Raptorsom. Potem jih ta teden čaka še ena back-to-back tekma, sobota, nedelja, Spursi, Rocketsi, vmes še Pacersi, potem še Nuggetsi, 2-krat Jazz naslednji teden, potem 2-krat tudi Sunsi, tako da ne bodo imeli časa za predih, premor, Luka tudi ne. In že ta tekma današnja proti Raptorsom bo zelo zanimiva, kako se bo Luka odrezal, igral je skoraj 40 minut, 38 minut na tekmi proti Bullsom, 24 ur kasneje, verjetno bo potrebna zopet kakšna taka minutaža od njega, če bodo Mavericksi želeli zmagati in seveda, če bo Luka želel obdržati Maverickse še naprej nad vodo.
S takimi igrami, kot jih kaže, je to možno, je to več kot možno, ampak bo potreboval nekaj več pomoči soigralcev. Tako kot je Luka povedal že pred začetkom sezone, pa je seveda jasno, da bo na to sezono COVID močno vplival. O tem pa več v naslednjem podcastu, ki je že posnet in ki bo kasneje danes objavljen na vseh naših platformah, več tudi o tradu Jamesa Hardena seveda. In če se naročite na naš Sportinfo.si YouTube kanal in zraven kliknete še tisti zvonček ali pa se naročite na podcast na drugih platformah, boste seveda dobili obvestilo takrat, ko bo novi podcast objavljen. Tako, najlepša hvala za pozornost, upam, da je bil podcast zanimiv, dovolj informativen in nisem bil preveč dolgočasen in se kmalu zopet slišimo.